Si lahko zamislite čisto običajen nedeljski večer, ko se pred vrati vašega doma pojavi policist s poročilom, da je vaš otrok mrtev. Nekje sem nekoč prebral, da je ni besede, ki bi te v takšnih trenutkih lahko potolažila. Vendar beseda obstaja. Reče si ji vera. In vera je bila ob smrti sina edina rešilna bilka, ki nam je žena pomagala iz brezna največje bolečine v življenju. Neko nedeljsko jutro med sprehodom s psičko sem v oblakih uzrl nepojmljivo znamenje. Bilo je edinstveno in v vseh ozirih nepredstavljivo vseobsegajoče. Videnje mi je tako rekoč vzelo sapo in kot da bi za trenutek izgubil stik z resničnostjo, me je potopilo vanj. Kamero telefona sem kar se da hitro usmeril v nebo in naredil nekaj posnetkov. Kmalu so omenjenemu znamenju sledila še druga, na kar sem na papir pričel beležiti prve zapise v svojih videnjih. Včasih sem imel občutek, da posamezne misli prelite na papir ne izhajajo iz mene, temveč izvirajo od nekje drugje. Čeprav sem se brez prestanka trudil s pisanjem in urejanjem posnetkov znamenj, o knjigi sprva sploh nisem razmišljal. Malo da ne neopazno pa so zapisi počasi začeli prehajati v obširne zgodbe in po 4 letih se mi je dobesedno zgodila knjiga. In takšne knjige si nisem mogel predstavljati niti najbolj vznemirljivih sanjah. Poimenoval sem jo Dragulji onstranstva.